Danes zjutraj okoli 8 ure je med Igom in Ljubljano strmoglavil balon, v katerem je bilo skupaj 32 ljudi. Po doslej znanih podatkih so 4 osebe umrle, 6 jih je utrpelo hude opekline. Ranjeni so bili prepeljani v 4 slovenske bolnišnice, nekaj ljudi pa še vedno pogrešajo. Nesreči naj bi botrovala nevihta, ki je zajela 2 velika balona. Med pristankom naj bi se zaletela, eden je kmalu zatem zagorel in strmoglavil. Iz gorečega balona naj bi skočilo ali padlo najmanj 15 ljudi. V mariborskem društvu Balon Center so nad nesrečo presenečeni, še bolj nad tem, da je pilot balona danes ob neugodni vremenski napovedi sploh izvedel polet. Nihče drug v Sloveniji očitno danes ni letel in smo predvidevali, da se lahko zgodijo nepredvidljivi dogodki. Čeprav je Aladin, ki daje napoved vetra iz HMZ-ja, dajal, da v Ljubljani danes zjutraj ne bo vetra, vendar se to pri frontalni nevihti in pa pri nevihtah seveda spremeni. Očitno jih je to vreme te fante v Ljubljani presenetilo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so potrdili, da so k njim v oskrbo prepeljali 18 poškodovanih v strmoglavljenju balona na Barju. Poškodovane so s helikopterjem odpeljali še v druge bolnišnice po Sloveniji. Enega s poškodbo hrbtenice so odpeljali v jeseniško bolnišnico, 5 poškodovanih pa v novomeško bolnišnico. Nekaj ranjenih so sprejeli tudi v celjski bolnišnici. Skupina Mercator je v prvem polletju ustvarila 16,5 milijona evrov izgube. Toni Balažič, ki družbo vodi od začetka junija, kot razlog za izgubo navaja negativne tečajne razlike. Zaradi padca vrednosti srbskega dinarja, pa tudi slabše poslovanje na Hrvaškem, v Bolgariji in Albaniji ter slabše poslovanje nekaterih programov. Rezultat je tudi odraz krize, dodajo v Mercatorju, opažajo namreč padec potrošnje, potrošniki pa vse pogosteje nakupujejo tudi v diskontnih verigah. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o spremembah na področju veterinarstva, varstva rastlin in varne hrane. Priprava zakonodaje na področju varne hrane in z njo povezan nadzor je namreč trenutno razdeljen med 4 organe, in sicer na veterinarsko upravo, fitosanitarno upravo, direktorat za varno hrano in del inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Z reorganizacijo bo vzpostavljen enovit organ, tako da bo z združitvijo ukinjen direktorat in obe ločeni upravi. Delničarji novogoriške igralniške družbe Hit bodo na današnji skupščini odločali o delitvi lanskega dobička. Družba je kljub zaostrenim razmeram in manjšemu trošenju gostov lani ustvarila 166,2 milijona evrov bruto realizacije in dobiček iz poslovanja v višini 8,3 milijona evrov. Zato predlaga delitev dividende. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo dež od zahoda zajel vso državo, vmes bodo tudi nevihte, ohladilo se bo. Povsod po Sloveniji, še posebej na Primorskem, velja nevarnost požarov v naravi. V popoldanskem času bo predvsem v mestih velika toplotna obremenitev. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Za nesrečo balona, po mnenju balonarja, krivi slabi vremenski pogoji. Na Ptujskem je suša oklestila več kot polovico kmetijskih pridelkov. V mariborskem azilu bodo zamenjali vodstvo. Bodite z nami ob 18.